Leto 2016 mi je prineslo kar nekaj zanimivih stvari, no konec januarja pa eno še posebej zanimivo in sicer zgodilo se je zvečer, po noči, kar naenkrat je prišla zelo močna informacija, ki mi ni dala spati. Pravzaprav se je zgodilo to, da sem mogla prebedeti to noč in sem pisala. Pisala osnovo, zasnovo, neke zgodbe in potem, ko sem odšla v Indijo, sem jo pravzaprav tam tudi dokončala. Nisem pa dobila točnega sporočila, kakšna samo mora biti zgodba kot taka, o čem govori, kdo so osebe in kaj se jim dogaja, temveč tudi o tem, kdo je tista oseba, ki bo to zgodbo sokreirala, da se bo zmanifestirala. Torej, da se bo zgodilo to, da bo v fizični obliki, da se jo bo dalo prebrati, odpreti in doživeti. Ne bomo prehitevali, to se še ni zgodilo. Se je pa zgodilo mnogo ostalih stvari, tako da lahko rečemo, da smo že zelo, zelo daleč oziroma, da se morajo samo še ene stvari zgoditi. Nič nismo prehitevali namreč in ta oseba, ki jo je sokreirala in preko katere se je zmanifestiralo marsikaj, je Katarina Vidmar. Lepo pozdravljena. Pozdravljena. Ti si tudi avtorica čudovitega drevesa, ki bdi nad mano. Kljub temu, da jaz hočem nad njemu, ampak on bdi nad mano. In vsi ga obožujejo in občudujejo in hodijo gledati, ampak tole, kaj se je po preteklih mesecih dogajalo, je pa tudi nekaj posebnega, ne? Ja, in je posebno. Najprej bi se ti zahvalila za to priložnost, ker je res ena taka lepa zgodba je za mano, v bistvu zdaj se zaključuje, nastaja 12. slika. Hvala za priložnost, da sem to lahko naredila, ker je zame bila to tudi ena taka zelo lepa pot. Imam pač ta dar slikarstva, skozi katerega imam možnost določene stvari na ta svet pripeljati in pokazati in skozi to zgodbo, ki mi je zelo všeč, ki si jo napisala, ki me je nagovorila, drugače tudi ne bi mogla ilustrirati, lahko tudi svoj prispevek dam. Tako da hvala lepa za priložnost. Z največjim veseljem moram reči, da zelo težko rečem, da sem jaz tista, ki sem jo napisala, ker so besede tekle skozi mene in verjamem, da se je tebi podobno dogajalo tudi med kreiranjem teh čudovitih slik. Tukaj jih imamo zdaj kar nekaj. Zadnja torej v nastajanju? Ja, zadnja, ki je na magenta osnovi. Samo to bom povedala. To se pravi, barva je magenta, saj potem končna podoba ne bo takšna, ampak magenta je zelo posebna barva, barva 12. čakre in je povezana s povezovanjem duš in nekaj na to temo, sem to povem. Ok, zelo zanimivo. Torej, to je izgledalo čisto tako. Jaz sem dobila te informacije, sem zapisala, sem poslala Katarini in sem rekla, lej, a si za ali nisi za? Najprej rekla, ja, pa jaz še nisem delala ilustracij, pa ne vem, pa to in potem smo to ob eni kavici takoj v bistvu rešili in prva kreacija je bila tale, ne? Deklica, ki ve, ja. Ja, tako kot si rekla, jaz ilustracij do zdaj še nisem delala, jaz imam rada večje, ko je platno, večje, ko je stena, bolj sem zadovoljna. In na majhna platna, na takšen format ali še celo manjši slikati mi je bil na začetku res izziv, zato sta dve sliki tudi malo večjega formata, pa še vedno. In zgodba me je nagovorila močno in prva stvar, ki je prišla, ki je v resnici začetek in konec zgodbe, je ta deklica, ki ve. In mislim, da je to tista deklica, otrok, ki pride na koncu zgodbe. Jaz zdaj ne vem, kako bova mi zdaj sploh šle v to pripoved, Ja, v pripoved bova šli toliko, da bova zaupali, da gre za zgodbo, ki se ne začne na planetu Zemlja, temveč na planetu, kjer je pravzaprav
v osnovi podoben zemlji, celo neki kraji so zelo podobni našim slovenskim krajem, ampak tam je življenje povsem drugačno, harmonično, različna bitja, torej tam ne živijo samo ljudje in živali, ampak tudi druga bitja, ki ste jih mogoče srečali v gozdu, na kakšnih drugih nivojih bivanja in vsega ostalega. In vsi živijo pravzaprav v sožitju in vsak opravlja svoje življenjsko poslanstvo. Še posebej dva pa imata potem poslanstvo, da zgodbo o tem planetu pravzaprav prineseta tudi na Zemljo in se tukaj začne oziroma zbudi tudi naša zavest, da tudi pri nas je lahko tako kot pri njih. To je vse, kar bom povedala glede zgodbe. Super. Ravno prav, zato da jaz to lahko navežem na to sliko in ta deklica je tista, ki to ve. Zato je ona prinašalka sporočila. Ona se je meni prikazala kot tista, ki je naslovna, ki je nosilna, ampak to ni obvezujoče, pač kakor boš ti potem naprej začutila. Seveda, da bo, to bo naslovna, kar poglejte si jo. In mi je pa še ena stvar zanimiva, en prijatelj mi je rekel, ta deklica ima v očeh glasbo. In dejansko je ona tista, ki nosi to melodijo, to pesem, ki pripoveduje. Katera je bila potem naslednja? Naslednja so bili delfini, veselje. Veselje, brezskrbna radost, sožitje, sodelovanje z živalmi je izjemno pomembno. Delfini in kiti so visoko razvita bitja. Bolj kot ljudje. In njihova zavest je izjemno visoka in vzdržujejo visoke vibracije planeta, tega se malo kdo zaveda. In oni nam nosijo toliko dobrega. In jaz jih doživljam skozi veselje, velikokrat sem jih že slikala na velike poslikave stenske in vedno prinesejo veselje, brezpogojno ljubezen in veselje. Veselje je visoka vibracija, to je tisto, kar našim telesom tako zelo paše. Tako da ta je bila naslednja. Zelo zanimivo mi je to, ker jaz sem to stvar zapisala, ne bom rekla, da sem napisala, bom rekla, da sem zapisala in potem sem skozi vse stvari in vse elemente, ki sem jih uporabila v zgodbi, pravzaprav ugotovila, ja, wow, to pa je res fajn, da sem uporabila zaradi tega pa tega pa tega. To pa res super, da sem omenila zaradi tega pa tega pa tega. V bistvu me je že ta zgodba zelo veliko naučila, pa sploh še ni ven prišla. Katera je bila potem naslednja? Naslednja so bili kiti in morske deklice in morski fant. No, tam moram reči, da ko sem to slikala, sem kar neke težke energije čutila, najprej nekakšen strah pred globino. Kite imam zelo rada, oni mi takšno energijo prinašajo, ki mi je zelo dobra. V resnici je svet kitov, delfinov, morskih deklic tisti, ki je na visokih vibracijah, človeštvo je pa spustilo to vibracijo, zato da se nekaj naučimo. In sem doživljala to bolečino, ko smo šli na bolj grobe energije. Tako da zdaj to vem. Prej pa nisem vedela. Jaz sem samo hotela to naslikati, pa sem čutila te občutke. Tako da je bilo to zame tudi ena taka zelo fajn pot in se zdaj počutim drugače, kot sem se na začetku pred 3 meseci. Se pravi, te slike se ne samo, da se jih gleda, ampak se jih dobesedno doživlja, kot si jih doživljala ti. Vsaka slika je dejansko kompleksna, deluje na vseh nivojih in ko se ti z njo povežeš, resnično povežeš, ti ogromno da. In lahko na tak način veliko narediš zase. Je bil naslednji samorok? Ja, naslednji je bil pa samorok. Samorok, lipicanci, sploh jaz lipicance, naše konje, doživljam kot samoroga, bi tako rekla. Eno tako posebno milino imajo v sebi, ki jo pripisujem samorogom. In samorogi meni naredijo prostor za to, da sem lahko jaz, da se lahko izrazim, da lahko svobodno ustvarjam. In mi je tudi zanimivo, kakšno vlogo ima v zgodbi samoroka, ker je tisti, ki pelje Vilinko na mesto srečanja. On je tisti, ki tudi ve in vodi in sodeluje. Nekje je ves čas je zraven, ves čas zgodbe.
Wow. Zgodba mi je res všeč. Res mi je všeč in res nimam, kar solze mi dol tečejo. Res nimam občutka, da sem jo napisala, ampak... Ja, pa si jo. Wow, res zanimivo. Ja, dejansko je tako, da samorok je zraven. Ja, absolutno, ker vedno je tako, da ti lahko zapišeš nekaj, kar je v tvojem dometu. Če to ne bi bilo, tega ne bi mogla zapisati. Tako da to je prišlo skozi tebe in ne brez razloga. Zapisala sem stvari, ki jih ne vem, ampak v bistvu jih vem. Ja. To je pa tisti nezavedni del. Jaz moram reči, da je tega ogromno. Jaz se prav učim na mojih hčerki, 8 let je stara, ki ima te registre še vse odprte, ki ni nič zapackano. In jo včasih vprašam, mi direktno pove pravi odgovor. Jaz pa rabim malo več časa, da do tega pridem. Je v tebi, samo ne veš še, ker je cel kup nekih stvari, ki pa tudi kolektivna zavest ti ne dovoljuje, ker pravijo, tega ni, da je samo tisto, kar takole vidimo, ampak to je to. Wow. Katera je bila potem naslednja? Lahko kar ustaneva, se malce sprehodiva med temi platni, ki bodo torej postala ilustracija, platna pa bodo tudi naprodaj tistemu, ki ga bodo poklicala. Tako da ne bodo ostala pri meni doma ta platna, ampak bodo šla torej po celi Sloveniji, mogoče tudi v tujino, po svetu. Se pravi, jaz mislim, da bodo zagotovo pristale tam, kjer morajo biti, pri tistemu, ki morajo biti. Bomo jih pa seveda poslikali oziroma jih torej upodobili v sami zgodbi. Naslednja... Je v medvedovem objemu. V medvedovem objemu, tako. Kajti tudi ogenj je vpet v zgodbo in pa torej vsa bitja. Tako mogoče. Wow. Ja, to je spet... Ena ta prisrčnost, povezanost med svetom živali, to sta dva palčka, potem je vilinka. Na tem planetu živijo vsi v harmoniji in povezani in si pomagajo. Ne zato, ker bi morali, ne zaradi dolžnosti, ampak zato, ker si želijo pomagati, ker je to v njih. In je potem vse tako enostavno, pretočno in nekako je potem ta slika prišla, tako da je... Neverjetno, zelo lepo, zelo lepo. Potem pa je že bila na planu... Ja, te dve sta prišle ena za drugo. To sta pa, kakor bi rekla, junaka zgodbe. Tako. Junaka zgodbe, prinašalca luči, kako bi rekla. Bi lahko prinašalca luči na planet Zemljo. Na planet Zemljo, ja. Ona dva sta zelo pomembna za planet Zemljo. Ja, tako. To je vilinka in mladenič, moški, fant. Ona s samimi svojimi sposobnosti in zaznavanjem narave in vsega in najrazličnejših nivojev bivanja, on pa z modrostjo. Se srečata, ko jo pripelje samorok na posebno jaso v gozdu, tam se srečata in tista magenta slika bo navezana na ta trenutek. Toliko lahko povem, ja. Neverjetno, kakšni so tukaj detajli. Oči, kot da bi bile žive. Prav žive oči so in zanimivo, kaj se čuti. Tukaj znova ogenj, v zgodbo so namreč vključeni tudi salamandri, elementali, taki in drugačni, ker sem se tudi marsikaj naučila, pol kasneje vse, kar sem zapisala, ampak tale je res izjemna. Tukaj sprašujeta ognjeni orakelj, ogenj sprašujeta, vesta, da imata skupno nalogo, sprašujeta pa, kaj je ta naloga. In ogenj ima odgovarja, da naj ga iščeta skozi igro, je v igrivosti. Igrivost se pojavlja skozi pri delfinih in tudi drugje. Je pa tudi, jaz sem zaprosila prijateljico in prevajalko Sonjo Dular, da nekaj napiše na to temo, zaradi tega, ker ona je prevajalka tudi iz drugih svetov. In mi je zelo zanimivo, vsaka beseda v tem besedilu ima svoj smisel, ima svoj pomen. Nobena beseda ni prazna. In ona je
še posebej izpostavlja svetlobo v teh slikah, a ne. Sploh, če jih gledate na ekranu, na malo večjih, izjemno veliko svetlobe pride skozi njih. To pomeni, ker jaz vedno, kadar ustvarjam, ne glede na to, ali so to stenske poslikave ali slike na platno, se povežem direktno z izvorom. Mene noben drug nivo ne zanima, samo čista kreacija. In to pomeni, da je ta energija, ki pride skozi mene na platno, izjemno čista. Ne? In zato je toliko veliko svetlobe v teh slikah. Ogromno svetlobe. Ja. No, na spletni strani, naši spletni strani www.klepetopkavi.si lahko pogledate tudi direktno povezavo na spletno stran, kjer je teh nekaj besed, ki jih je torej gospodična Dular zapisala in tudi vse te slike, da si jih lahko torej pogledate. Tako da na www.klepetopkavi.si, če pa boste poklicali našo svetovalno telefonsko številko, pa mislim, da vas bodo lahko usmerili tudi tam, to je 096 200 230. Katero imava naslednjo? Ves čas se spogledujem z eno sliko, ki pa vendarle mislim, da pa na koncu malo čutim, da bo pa vendarle pri meni ostala. Res? Ena definitivno bo in to je tale pri Sapovi. Se ta je naslednja. A, ta je naslednja. V pravem trenutku, ja. Voda, ne? Voda je en tako poseben element, ne? Tako bi spet rekla, da je na nek način nezemeljski, tako je fluiden, pretočen. Tukaj mi je bila za navdih Soča. Ne? Na planetu Leolam so eni predeli, ki so izjemno podobni naravi v Sloveniji. Ne? In tukaj sem dejansko šla pogledati Sočo, kako sem jo začutila in sem potem naslikala to sliko. Ta je... Ko jo gledam, se dejansko počutim pod slapom in zelo zanimivo je tudi, ko si mi vmes pošiljala fotografije, recimo zgolj tega dela, pa tega dela, vsakeč je bila druga svetloba, vsakeč se mi zdi, da so se neke nove vsebine pojavljale. Tudi tako je, da jaz potem doma v ateljeju te različne svetlobe na sliki lovim, in dejansko ob različni osvetlitvi, glede na to, kako jaz to slikam, slika pokaže čisto drug obraz. Zato so tiste na fotografijah je svetloba različna, ja, to je res. Neverjetno. No, s tole, kar se spogledujem, upam, da si je ni že kdo rezerviral. Tale mi je res noro všeč. Torej, še enkrat govoriva o platnih, o kreacijah, ki so nastale strani Katarine Vidmar na zgodbo, ki je bila napisana in bodo to tudi ilustracije v tej zgodbi. Katera je bila pa potem naslednja tale? Potem je bila ta, ja. Drevo pripoveduje. Vloga dreves v tej zgodbi je zelo pomembna. V resnici, razen drevesa se pojavijo, drevo se pojavi pri tej sliki s samorogom, sicer je tam samo nakazano, potem so še čez zgodbo, čakaj, veš, kaj sva pa pozabile? Vesolje. Vesolje? Vesolje je bilo pred njo. Ampak, dobro, recva. Tako, drevo pripoveduje Vilinki in človeku zgodbo o planetu Zemlja. Drevesa so nosilci te zgodbe, zavedanja, kaj se na Zemlji dogaja, vse te grde stvari, da se pobija živali, da ljudje ne živijo v sožitju en z drugim, niti z naravo. In ja, to je zdaj sporočilo, ki ga posredujejo drevesa. In potem se nekaj zgodi, ne? Ja. Ko slišita, ko ti dve biti slišita, kako je pa na Zemlji, da vendarle ni tam kot na temu planetu in kaj se potem zgodi? Prva solza. Kar se meni zdajle, ne? Čeprav ni prva solza, ker danes se že cel cajt jočem, ne? Zaradi tega, ker ne morem verjeti, da se vse to res dogaja, no. Res, wow. No, tam je prva solza, ne? Aha, tukaj pa je tale prva solza, ki ni solza sreče, ne? Tale je bila pa prva taka iz nekih drugih, ne? Ja, zato, ker pove drevo, da ljudje pobijajo živali, da jih zapirajo v živalske vrtove, jih imajo v ujetništvu in se celo prehranjujejo z njimi.
Tako da takrat je ona začutila to bolečino in je pretekla ta prva solza. No, ampak nista se ustavila ta dva, ne, pri tej solzi, ampak sta pravzaprav nadaljevala, ne. Potem pa mislim, da je, katera bi bila naslednja? Zdaj, ja, v bistvu sem preskočila vesolje, ne, potem je tukaj, ta je pa narobe obrnjena. Okej, evo. To so zvezdna vrata, ne. Ona dva v tem iskanju te svoje življenjske naloge najdeta zvezdna vrata, ne. To je nekje takrat, ko se tudi z drevesi pogovarjata, ne. In ta zvezdna vrata jima pokažeta v resnici, jima pokažejo, kaj je tisto, kaj morata narediti, ne. Zgodba planeta Zemlje, kjer ne živijo ljudje v harmoniji in sožitju, in zvezdna vrata, ki jo lahko tja popelje. Torej prav poseben portal in naj povem, na naši lepi zemlji je tudi kar nekaj portalov, tudi v Sloveniji jih je kar nekaj in kaj se potem tam zgodi, lahko zaupam zgolj to, da se ti dve biti, torej da gresta pravzaprav do otrok, kajti otroci so tisti, ki se najbolj spomnijo tega, vsega, kar mi sicer vemo, ampak imamo malo globoko in preko torej portala tudi prideta na našo Zemljo. Na planet Zemljo, ja, tako je. Podata sporočilo in to sporočilo potem vsaki pribere, ali je to otrok ali odrasel, potem podaja to sporočilo naprej. Tukaj pa je čudovito vesolje. Wow, kot neko oko, ne? Ja, ja. Navdih sem dobila po eni nebuli. To se pač razlaga kot plini, ki nastanejo potem, ko zvezda umre, ko eksplodira. Ampak jaz mislim, da je tukaj mnogo, mnogo več v resnici za tem, kot samo ta fizikalna razlaga, ne? Absolutno bi se strinjala. Sva začeli pravzaprav s to zgodbo, ki se še torej ni končala, 12. je še v kreaciji in jo bomo tudi objavili. Pa sva se dogovorili nekaj. In sicer, da času ne bova dale nekega velikega pomena, da ko bo, bo. Ja, saj jaz moram reči, da tukaj ne morem prisiliti, da bi šlo kaj hitrejš. Je vse tako organsko, vse pride ravno v pravem trenutku, tako da, ja. Ko bo, bo. In to je tudi odgovor za vas in vse tiste, ki nas boste zdaj spraševali, kdaj bo zdaj ta zgodba prišla ven, ne? Še nekaj presenečenja glede te zgodbe, kajti ta zgodba bo pravzaprav tudi rokopis in kdaj pride ven, nimam pojma, tudi sanja se mi, ne? Ampak ko bo, bo. In če boste zvedeli za njo, potem to že nekaj pomeni, ko se bojo pravi ključi obrnili. Najlepša hvala, Katarina. Hvala tebi. In naj vam bo svet lep.